Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Zelo smo veseli z sodelovanjem z Policijsko upravo Kranj, ki vsako leto pripravi to predstavo s kužki. S tem tudi hočemo promovirati dobro delo policije in tudi oni imajo sedaj preventivo uporabe pirotehničnih sredstev. V tem času lahko pride do veliko poškodb tako oči, obraza, ušes in tudi okončin pri otrocih, tako da tako za otroke kot za kužke pirotehnika ni primerna. Drugač pa danes smo tudi zato, da mi, kar se tiče živali, vsega tega pokanja, se mi zdi, da tudi kot ta zdravstvena ustanova vemo, kaj delajo petarde, kaj delajo poki. Bog ne daj tisti, ki že kdaj bil na kraju, se samo za glavo primeš in upaš, da tega nikoli več. Obenem pa to v bistvu stres naredi nam, stres naredi živali in če bi to vedeli, kakšen močen stres je, verjetno tega ne bi uporabljali. Vse se mi zdi, da vsi tukaj prisotni se tega zavedamo. Fajn je, da damo to v javnost, včasih je lepo v javnost dati tudi kakšen zelo grd prispevek, zato ker v bistvu ti šele strezni ljudi. Vse stvari, ki jih nekaj zakrivamo, to je vse tako zakrito, v bistvu sploh ne ve točno, kakšne res hude posledice. Ampak posledice so tako, to je tako pa z boleznijo. Dobiš bolezen, če ozdraviš, je to dobro, nekaj dobrega, ker je taka fajn popotnica v življenju. Problem pa ostaja, ker ostanejo posledice. In če moraš s tistim posledicami živeti in so hude, je pa tudi življenje zaradi tega manj kakovostno. Se mi zdi, da v življenju zelo pomembna v bistvu ta kvaliteta življenja. Ne, da smo egoisti, da pomagamo drugim, seveda, ampak tudi tisto, kar lahko počnemo. Če nekaj z veseljem počneš, je to nekaj najlepšega. No, tudi to naše poslanstvo je nekaj takega. Jaz ga zelo z veseljem, kakšne šole, vrtce, tudi te s posebnim potrebam, tudi starejše obiščemo, ker so že v teh vzgojno-delovnih zavodih in pač so malo posebni. In že včasih, pa že čez kakšno leto, dveh pride in že pravi, Jana že na delač vpijajo. Tako da smo nekaj zaželeni, v bistvu ne zato, da gre zdaj tako dober, ampak tudi nekaj kužki so tako v bistvu vezni člen, ki nas vse povezuje. Letos je že drugo leto, so prišli zraven tudi 3 deklice iz Inštituta Zlata Pentljica, ki ravno tako jih podpiramo. Pri nas sicer nimamo zelo bolnih otrok, stremimo k temu, da so otroci čim manj časa v bolnišnici, vseeno pa so nekateri morajo biti tukaj tudi čez praznike, tako čez Božič kot Novo leto. Ste otroke predhodno obvestili, da pridejo, da imajo obiske? Povedali smo, da pridejo otroci Zlate Pentljice in da je še eno presenečenje, več pa nismo povedali, tako da to je to. Je pa verjetno kar precej pomembno za te otroke, tak obisk, jim verjetno polepša dan. Ja, zdaj v teh dneh smo kar že nekaj stvari imeli, ampak kužki so seveda čisto drugače. Običajno ne dovolimo obiskov živali v bolnišnici in to je edini dan v letu, ki to dovolimo. Tako da nam res zelo, zelo polepšajo dan in tudi otroci se sprostijo, samo en otrok je joka, drugače so pa vsi zelo zadovoljni. Koliko pa je trenutno hospitaliziranih otrok? Trenutno je hospitaliziranih, mislim, da okrog 8. Nekaj imamo tudi kirurških otrok, nekaj pediatričnih, nekaj imamo pa tudi v dnevni bolnišnici, tako da zraven pa poteka tudi specialistična ambulanta, tako da smo imeli odposod otroke. In kakšnih obolenj imate v tem trenutku največ tukaj? Trenutno so respiratorna obolenja, imamo tudi enega dojenčka, ki ima težave s hranjenjem, poškodbe, slepiči, tako, vsega po malem. Kakšna je čakalna doba, ne čakalna doba, kakšno je bivanje v bolnišnici otrok? Zdaj, če razumem, bivanje v bolnišnici je pač čim krajše, pri nas stremimo k čim krajšnjih hospitalizacijam, zato včasih izgleda, kot da imamo prazen oddelek, ampak v resnici jih zelo hitro poskušamo spraviti domov, tako da tudi v bistvu program imamo narejen in tudi, tako kot je rekla Tinka, je klena volja pa gorenjska trma, da bomo pač ohranili našo bolnišnico in tudi naš oddelek, kljub temu, da imamo težave s kadri, tako kot vsi, ampak zaenkrat delujemo. Tinka, kakšna je vaša zgodba na Inštitutu Zlata Pentljica? Z inštitutom sem se začela povezovati v bistvu po temu nekako med obema bitkama. Jaz sem 2-krat bila bitko z rakom in nekje vmes sem začela se v bistvu nekako z inštitutom
recimo ukvarjati in ozaveščati ljudi. No. Po prvi bitki z rakom, tako bom rekla, takrat. In ker je volja, je tudi pot. Tako je. Ja, zdaj med to drugo bitko, ki se mi je ponovilo, je pa se toliko bolj okrepilo, no, ta vez z tato pentljico in tudi moje moje veselje do tega, no, do ozaveščanja in do tega, kako je pomembno, da se govori o tem in da ljudje vejo, kaj pač dajemo skozi, ker nas je pa zmeri več. In to zdravje se je izboljšalo. Moje, tako ja. V bistvu en ostanek tumorja še vedno je, ampak je pa tisto, kar je bilo na novo nekako zakrpano, ako naj rečem, je izginilo, tako da tudi sama verjamem, da me čakajo zdaj še lepe stvari, no, da sem hudo dala skozi in da zdaj pride na vrsti življenje. Vidimo, da izgine in da uživaš življenje. Ja. Življenje je lepo, a ne, če ga živiš. Tako da, ja. A lahko še jaz? Danes ste s sabo prinesla eno pomembno sporočilo, če ga lahko ponovite, ki ste ga povedala otrokom tudi. Ja, koliko je pomembno, da vztrajaš, a to. In da vztrajaš, da imaš voljo, ker kjer je volja, je tudi pol pot naprej. In to, da imajo nekako zmeri v mislih in da imate v bistvu vsi v mislih, da za vsakim dežjem vedno posije sonce. To je nekako in življenje je mavrično. Čeprav jaz ne vidim, ampak moje življenje je ravno tako mavrično. Če si je sonce, je dan lepši, a ne? Ja, tako. Sonce je en tak simbol pozitive, ja. So navajeni kamer, kot je videti. Ja, malo spremljajo mene, ja, drugače. So pa navajeni, ja, se gremo povsod, no. Čeprav tudi tako, no, Ora je taka občutljiva psička in včasih tudi kakšen okolje noter, ki je nekaj nenavadnega, ju zmede malo. Ampak počasi te imamo pokazati, z leti se pač tudi oni navadijo. Računaj, to je kužek, čuti 4 leta, jaz zmeraj razlagam, pravim, kužka bi naredil, da in let se vsega nauči, nemogoče. Otrok hodi v šolo 8 let, pa skozi nekaj dodaja, ne. Zato isto, kužek, ki ste eno leto, ne more toliko doumeti, pa je pri 3 letih. Tudi otrokom veliko razlagam, pri 6 letih oni drugače imajo svet, pa pri 10. Pri pesah je isto, prav vidim, jaz jih imam kar nekaj kužkov in vidim, ko so različni. En prej dojame, en malo kasneje, ampak nasplošno pa tudi oni dozorevajo in tudi karakterje so različni, tako da ni zdaj preko samo kuža, pa kuža pes, na primer.